Lep in prijazen dan vam želim iz relacije Postojna-Ljubljana. Želimo vam pokazati utrinek prometa v obnovi viadukta Ravbarkovanda, ki se bo zgodil tu nekje za temi prehodi. Ko boste vozili tukaj, vam predlagam, da vozite počasi, ker je to območje zastojev in tudi območje, kjer velja pomisliti, da na cesti niste sami. Tu se začne združitev, zato ta kilometer cestišča lahko mirno vozite ali prevozite počasi, strpno. Zakaj bi se vam mudilo, če te potrebe ni? Pa tudi če je, na cesti niste sami in to vedno upoštevajte. Hitrost, ki je tu dovoljena, je 80 km/h in tu je znano počivališče Ravbarkovanda. Pod nami pa se vrši obnova. Viadukta, ki so ga zgradili že davno tega. To je bil en od prvih viaduktov, ki je zdajle v fazi obnove in to korenite, tako da bodo res uredili vse potrebno, da bo viadukt spet varen za naslednjih 20 let, kot pravijo strokovnjaki. Kot rečeno, velja tu voziti res previdno in počasi. Hitrost je omejena na 80 km, čeprav mi vozimo bistveno manj. Tu je dovoljeno 60, to bomo tudi storili. No in tukaj je že iztek te združitve, zato bomo vozili še bolj počasi. Da vam pokažemo modrost in pamet in način vožnje, ko so stanje na cesti takšna, kot je vidite tukaj. Združitev tudi vidite na drugi strani, in sicer so z dveh pasov naredili en pas oziroma dva sporedna pasova, kjer ne smete voziti le 60 km/h. No, tu je konec viadukta Ravbarkovanda in tu se tudi končuje obnova. In mi smo zdaj prišli na del ceste, avtoceste, kjer se spet lahko vozimo s predpisano hitrostjo 130 km/h. Na relaciji seveda Postojna Ljubljana. To je bil kratek utrinek, da ste videli v živo ali v posnetku, bolje rečeno, obnovo 1 stvar, ko vidite na desni strani,
opozorilo, omejitve hitrosti in prav je, da se držite tega predpisa, ker v bistvu tule ponavadi je kamera ali pa ni kamere, ni pomembno. Pomembno je, da vozite kot je predpisano, torej maksimalno 130 km. Če gledate te tovornjake, ti tovornjaki vozijo prebistveno skupaj, da ne govorimo o tovornjaku, ki je pred nami, rdeče barve, ki vozi po prehitevalnem pasu, a zdaj natančno ve, da to ne bi smel storiti. Ampak gledam se tako, da se tuji vozniki praktično ne radi držijo predpisov. No, seveda to velja tudi za naše domače voznike, da ne bo nesporazuma. Namreč tale, ki ste ga ravnokar videli, je slovenski voznik. No, bodimo nazaj v ta vozni pas, kot je predpisano, po prehitevanju avtomobila oziroma tovornjaka. Mi pa smo v delu izvoza Unec, Cerknica, Rakek in v bližini Znamenite jame Rakovega Škocjana. Ko boste imeli čas, shodite se, velja se ogledati ta zanimiv hrvaški svet. No, to je bil kratek utrinek iz relacije Postojna. Unec, da vidite tudi obnovo ceste oziroma avtoceste ter viadukta Prav-Komanda. Lep dan vam želim, kjerkoli ste, in ponovno, vozite previdno, vozite pametno. Vozite le enkrat, ne spametno in ne bo vas.